Najprej lep pozdrav v imenu bodoče vladne koalicije. Verjetno po naših izrazih vidite, da smo zelo zadovoljni z zaključkom pogovorom današnjih. V bistvu se je danes na nek način končalo enotedensko, nekaj še več, zelo intenzivno usklajevanje koalicijske pogodbe in danes lahko z veseljem in ponosom sporočimo, da je programski del koalicijske pogodbe v celoti usklajen in pripravljen za potrjevanje na organih. Istočasno lahko potrdimo tudi to, da je razrez ministrstev pripravljen in potrjen in hkrati, da smo se dogovorili tudi o ključnih imenih ministrov in ministric. Tudi z veseljem povem, da zraven mene stojita dva bodoča podpredsednika vlade, oba predsednica in koordinator, meni se zmeraj zareče, obeh koalicijskih strank. Vlada bo sicer imela 3 podpredsednike, tretji bo naš in predlog je, da bo to gospod Danijel Bešič Loredan. Kar se tiče samih ministrstev, števila, ker vas je to že zanimalo, odločili smo se, da bomo dodali 3 nova ministrstva, se pravi, vlada bo imela 19 ministrstev z resorjem in eno brez resorja. Brez resorja je za zamejce po svetu, za zamejce in Slovence po svetu, sorry. Nova ministrstva so 3, bom začel tukaj. Prvo ministrstvo je za solidarno prihodnost, ki ga bo vodil gospod Luka Mesec. Drugo novo ministrstvo je Ministrstvo za podnebje in energijo, ki ga bo vodil gospod Bojan Kumer. In tretje novo ministrstvo je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in pa inovacije, ki ga bo vodil dr. Igor Papič. Od ostalih ministrstev verjetno vas najbolj zanimajo državotvorna ministrstva, bom začel tam. Ministrstvo za bodoča zunanja ministrica in ministrica za evropske zadeve, gospa Tanja Fajon, podpredsednica tudi vlade, na notranjih zadevah gospa Tatjana Bobnar, na obrambi gospod Marjan Šarec. Od ostalih bolj zanimivih zagotovo Ministrstvo za finance, gospod Klemen Boštjančič, na Ministrstvu za infrastrukturo gospa Alenka Bratušek, na Ministrstvu za varstvo narave in okolja gospod Uroš Brežan, na Ministrstvu za šolstvo dr. Amalija Žakelj, vzgojo in šolstvo. Na nekatera ministrstva imamo še usklajevanje med več kandidati, to so 4 ministrstva in o teh bomo spregovorili v bodočih dnevih, ampak obstaja soglasje o razrezu in ne pričakujemo nobenih težav z tega vidika. Še mogoče Ministrstvo za pravosodje, ki sem spustil, pa gospa Dominika Švarc-Pipan, Ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem, Matjaž Han. Zdaj sem že prišel do točke, ko mi je začelo zmanjkovati ministrstev, okej. Ja, za Ministrstvo za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik in to je teh ministrov in ministric finance sem že, ki so danes znani. Ja. To sta 2 ministrstvi, ki pripadata sicer Levici, naši koalicijski partnerci in imajo še izbor kandidatov poteka, tako da bomo počakali še kakšen dan na to temo, ampak ne vidimo problemov s predlaganimi kandidati. Gospodarstvo, turizem in šport. Kako? Mislim, da še poteka usklajevanje. To so interna usklajevanja. Vsaka stranka ima pri sebi interna usklajevanja. Eno je najprej začel pri Svobodi, mi imamo usklajevanje za digitalno preobrazbo še in pa za kmetijstvo. Pri Socialnih demokratih je to resor regionalni razvoj in kohezija in pri Levici, 5 jih je, pri Levici sta to za delo, socialo, družino in pa za kulturo. Digitalna preobrazba, pardon, ne zelena preobrazba, digitalna. Bi želela, prosim? Ja, mislim, saj ni dovolj za dodati.
je bilo naporno, trdo smo delali, vsem se lahko zahvaljujem za ta res hiter proces, ampak s tem, ko smo trdo delali in tudi danes dosegli dogovor, lahko samo rečem, da izpolnjujemo naša pričakovanja, naše zaveze, predvsem zaveze do državljank in državljanov, da bomo to vlado močno in trdno, zelo hitro in v časovnih rokih, ki smo si jih zadali, tudi postavili. Delali smo res odgovorno, vsi smo utrujeni, ampak smo na koncu vsaj tega procesa, preden gredo zadeve še na organe strank, tudi zadovoljni in se, kot rečeno, držimo časovnih rokov, imena ste pa bolj ali manj slišali in razrez ministrstva. Mislim, da drugih težav v naslednjih dneh ne pričakujemo. Ja, dober večer. Kot sta povedala kolega, smo v dobrem tednu pogajanja zaključili, tako resorna kot vsebinska. Jaz bom prevzel Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki je novo ustanovljeno. Njegov fokus pa bodo stanovanja, ekonomska demokracija in dolgotrajna oskrba. Ob tem bo Levica prevzela še sektorja oziroma resorja kulture in pa dela, družina in socialnih zadev, s čimer tangiramo teme, na katerih smo v zadnjih 8 letih največ delali in katere smo tudi v naši predvolilni kampanji postavljali v prednost, se pravi blaginja za vse, ne le za peščico. Ob tem bi posebej pozdravil, da smo tudi na tistih točkah, kjer se je zdelo, da smo si narazen, na vprašanju oklepnikov, smo prišli do zaključka, da koalicija v nastajanju nakupu oklepnikov nasprotuje. Na točki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja smo prišli do zaključka, da ga bomo v paketu celostne prenove financiranja zdravstva, imamo cilj tudi dopolnilno zavarovanje odpraviti. Prišli smo do zaključka, da bo ta koalicija izrazito razvojno naravnana in pa mislim, da se lahko pogovarjamo o tem, da Slovenija dobiva prvo vlado, ki podnebja ne bo postavljala v drugi plan. Skratka, tudi kot koordinator Levice moram reči, da sem z izkupičkom pogajanj zelo zadovoljen in se veselim sodelovanja v bodoči vladi. Okay. Napoln kadri iz obstoječih ministrstev, ali se bo državna uprava zdaj zaposlila pod vašim vodenjem. In drugo vprašanje, gospod Klemen Boštjančič je 7 mesecev pol nazaj meni utrjeval, da ga ministrska funkcija ne zanima. Ali je moral pristati, da bo minister za finance prinesel do 3 ljudi, ali se ni bilo do resnice. Ljudje imamo različne poglede na svojo prihodnost, eni jo znamo boljš napovedovati, drugi manj, tako da marsikateri od teh ministrov, ki sem jih prej navedel, mogoče še en teden nazaj ni bil prepričan, da bo sprejel funkcijo, tako da je to ugibanje, zakaj nekdo ni vedel, samo ugibanje. Drugače pa 3 nova ministrstva so tista, kjer bomo na nek način morali zapolniti strukture in ja, zelo se bomo potrudili, da jih zapolnimo z obstoječimi. Mislim, da je javna uprava že danes dovolj velika, da najdemo dovolj tudi strokovnih in kvalitetnih kadrov, ki so bili mogoče celo odrinjeni v zadnjem času in da bomo si primarno pomagali z njimi. Spravi, namen ni, ker imamo več ministrstev, da večamo javno upravo, namen je, da imamo bolj jasen fokus na delovanju na tistih področjih, kjer želimo uvesti hitre spremembe. Namen okrepljenih ministrstev in novih ministrstev so hitre spremembe na tistih področjih, kjer do sedaj tega ni bilo. Lahko gospod Loredan Bešič bo podpredsednik vlade, a tudi minister? Seveda, za zdravje. Ja. Tega prej ni omenjen za to. To smo že tolikokrat povedali, da moče ni za to. Ja. Gospod Perčon je minister za zamejce, brez listnice. Da. Nismo jih zares zavračali, zaradi tega, ker smo se vsem pogovarjali v prijateljskem ozračju in smo iskali vedno najboljše rešitve. Kakšne bodo ukrepe
Danes podpisuje umik. Ja, mi si želimo, da bi tudi sedanja vlada, ki je v odhajanju, če že ne želi prisluhniti volji ljudstva, da so dejansko v odhajanju, bi mogoče lahko prisluhnila samo temu, da ne dela škode, ker če povemo, da je naše stališče zelo jasno glede teh zadev in to je, da ne podpiramo tega nakupa zaradi spremenjenih okoliščin, ker okoliščine so spremenjene v primerjavi s tem, za obdobjem, ko je bila odločitev o tem sprejeta v preteklosti in bomo uporabili vsa pravna sredstva, da to naše stališče tudi uveljavimo, potem bi vsak normalen, dober gospodar to upošteval in ne povzročal gospodarske in ekonomske škode svoji državi. Ali premorejo ta kanček razuma v tej vladi, bojo pokazali sami in to v naslednjih dneh. Organi, da, bom začel tukaj. Načrt je, da vložimo zakon o spremembah na prvi seji. Seveda moramo zdaj dati skozi to pogodbo, skozi vse organe. Prvi organi so na sporedu že jutri. Računamo, da bo kadrovska popolnitev celoti znana čez vikend. To ne na noben način upočasnjuje postopkov. Parafa bo tudi narejena v teh dneh same pogodbe, je pa ključno, da jih organi potrdijo. In to je tisto, kar bo potekalo zdaj v naslednjem tednu, od jutri naprej. Programski del je v celoti zaključen, da. Ja, lahko od Potiču, ki je prvič vprašal. Ja, kako bi pisali to zdaj svojo vlado, kadrovsko sestavo? To strokovna vlada, politična vlada, mešanica nekaj česa. In dodatno vprašanje, ta teden smo tudi poslušali pri vas, da bo danes vse jasno. Vse je. Ampak, to danes tega ne vidimo. Ali to zanidec nečesa? Da se ne more... Jaz se ne strinjam s tem zaključkom, da ni vse znano. Med nami je vse znano. Za predlog za ministra je itak časa še 14 dni. To, kar danes, kar ostaja odprto, je interni izbor med dvema kandidatoma ali kandidatkama, ki jo lahko vsak od nas opravi. In želimo to opraviti za nekatere resorje demokratično znotraj organov vsak svoje stranke. In to je vse. In mi se strinjamo s kandidati, ki jih bo predlagala Levica in s kandidati, ki jih bo predlagala SD in ne bomo uveljavljali veta na predloge, ki jih bojo dali, ker smo si izmenjali, kdo so kandidati. In to je to. Nič ni odprto več, da bi lahko kakorkoli ogrozilo časovnico. In to je tisto, kar je ključno. In tudi vsa imena, pa večina imen, ki javno zanimajo, in to so ključna imena, so danes tudi potrjena bila, ker na teh ministrstvih bi eventualno lahko imeli različne poglede. Druge pa res tega ne pričakujemo. Kako bi pa opisali to svojo vlado? Jaz si bom drznil dati za eno tako zanimivo, če hočete, zanimivo ris. Verjamem, da je to vlada, ki združuje izkušnje, tudi politične. Mogoče je to tisti del, ki ga nam na nek način manjka ali pa nam poslušamo, da ne bi ga nam manjkalo. Na drugi strani vključujemo v vlado nekatere zelo zagnane in uveljavljene strokovnjake, doktorje znanosti, tako da niso samo srednjošolsko, kot berem v časopisih, da vem, zakaj vas samo te zanimajo. Mislim, da imamo bistveno več doktorjev kot tistih s srednjošolsko izobrazbo. In tej so tisti, ki bojo morali dati zagon v družbo znanja, ki bo generirala novo vrednost, brez da bi škodovala okolju in ostalim, in bo ustvarjala podstat, ki jo bomo lahko potem delili v socialno in solidarno družbo. Tako da je kombinacija izkušenj, zagnanosti, bo kombinacija tudi po številu ministric in ministrov, mislim, da bomo postavili rekord, ampak počakajmo do ponedeljka, glede tega, kakšna bo zastopanost. Tako da jaz si upam trditi, da je zelo uravnotežena vlada. Kljub temu, da bi lahko nekdo rekel, da bo Gibanje Svoboda imela dominacijo, ne, ravno obratno, zasledovali smo cilj, da je vlada v vseh segmentih in pogledih uravnotežena. Morda vas nisem dobro razumela, se opravičujem, če moje vprašanje ni na mestu.
kandidata niste zavrnili na vprašanje za ministrstvo. Ste dejali, da nobenega kandidata niste zavrnili, da pa iščete najboljše možne kandidate. Se pravi, da gospod Svikan je dovolj dober in boste izbrali boljšega. Ko? To so vaše besede. Ne, zato ste upravičili naprej, ko me zanima, če lahko pojasnite, kaj ste izbrali. Ne, to so vaše besede. Mi, stranke izbirajo kandidate za resorje. To je to. To je stvar demokratičnega procesa za posamično stranko. Implikacije, da nekdo ni dober, so po moje za katerokoli osebo. Škoda, ker ste še ime uporabili, poniževalne in so po moje za to mesto neprimerne. Še kakšno drugo vprašanje? Ne, samo glede ekip na ministrstvu. Torej, ministrstvo, ki ga vodijo socialni demokrati, bodo potem vsi državni sekretarji tudi socialni demokrati ali bodo mešane ekipe? Ne bodo mešane ekipe, ker želimo, da kdor je minister oziroma vodja sprejme odgovornost in je zato tudi opolnomočen s svojimi ekipami. Ja, v bistvu glede na Hrvaškem je predvsem tako dvigano dejstvo, da bo gospa Fajon ministrica za zunanje zadeve, predvsem glede arbitraže. Mi smo jo pa veseli, ja. Mi smo jo pa veseli, da bo izdana ministrica. Tako. Skratka, zanima me, vi ste rekli v kampanji za evropske volitve, da dokler se vprašanje arbitraže ne reši, Hrvaška ne more v Schengen. Ali pri tej izjavi še vedno vztrajate, ali bo tukaj kakšna sprememba in tudi gospoda Goloba, kako je z arbitražem in s Hrvaškim in Schengenom me zanima. Jaz podpiram vstop Hrvaške v Schengen, čim prej je to mogoče. Nikoli nisem rekla nič drugega od tega in si že ves čas prizadevam, da bo Hrvaška vstopila v Schengen. Schengen ima druge izzive. Schengen potrebuje reformo, ker danes ne deluje in je ogrožen. Sami veste, da imamo več držav v Schengenu in da se z reformo trudimo že nekaj let, da sta v čakalnici Bolgarija in Romunija in da moramo najprej narediti pravila jasna, transparentna. Tudi tiste države, ki že več let proti vsej pravni podlagi izvajajo nadzore na notranjih mejah, bo treba opozoriti in na tem delamo, da Schengen čim prej obnovimo. In ko bo Schengen doživel reformo, jaz upam, da bodo čim prej države, ki so pripravljene za vstop, Bolgarija, Romunija in Hrvaška, vstopila v Schengen in jaz si že vsaj leto, dve, kot nekdo, ki se Schengenom ukvarja že več let, prizadevam, da Hrvaška kot naša soseda čim prej vstopi v Schengen. Smo pa v koalicijsko pogodbo tudi med drugim zapisali dve ključni prioriteti zunanje politični, med drugim pravim, to je tudi implementacija arbitražnega sporazuma med Hrvaško in Slovenijo in pa širitev, nadaljevanje držav Evropske unije na Zahodni Balkan. Se pravi, ne povezujete arbitraže in vstopa Hrvaške v Schengen, namreč citiram vas, dokler bo Hrvaška zavračala arbitražni sporazum, pogoji za vstop v Schengen niso izpolnjeni. Še enkrat opozarjam, gre predvsem danes za izziv, da postavimo spet jasna in transparentna pravila na območju Schengena. Šele takrat bo širitev realno gledano na 3 nove države, ki so pripravljene, mogoča. In implementacija arbitražnega sporazuma poteka vzporedno.